In kot obljubljeno še v vrtec. Najpomembnejše so izkušnje, ki jih dobimo v zgodnjih letih otroštva, saj močno vplivajo na naš nadaljnji razvoj in nas oblikujejo. Prav v predšolskem okolju, opremljeni z otroško zvedavostjo in radovednostjo, najmlajši stopijo iz domačega kokona in se soočijo s prvimi izzivi sobivanja, medosebnih ter družbenih odnosov. Snovanje objektov za predšolske otroke predstavlja poseben izziv, saj ne gre zgolj za oblikovanje prostorov samih, temveč za oblikovanje celotnih prihodnjih generacij. Oglejmo si enega najsodobnejših vrtcev na sončni strani Alp, vrtec Kamnitnik v Škofji Loki. Vrtec Kamnitnik je odličen primer dobre prakse, saj ustvarja okolje, ki spodbuja otrokov razvoj in omogoča varen ter kakovosten prostor za otrokovo rast. V njem je urejenih 15 igralnic, od tega 7 igralnic prvega in 6 igralnic drugega starostnega obdobja, poleg pa še 2 razvojna oddelka. Vrtec lahko sprejme nekaj manj kot 250 otrok. V sklopu vrtca pa je oblikovana tudi velika sodobna kuhinja, v kateri dnevno pripravijo obroke za 1300 otrok in zaposlenih. Vrtec Kamnitnik odlikuje uporaba naravnih materialov z dominanco lesa in velike zastekljene površine, ki omogočajo naravno svetlobo ter primerna zračnost. Arhitekturna podoba objekta je posledica iskanja rešitev, ki bi izboljšale prostorske pogoje in omogočile čim boljšo funkcionalno rabo in hkrati ambientalno doživetje prostorov. Pritličje, izvedeno v armirano-betonski izvedbi z opečnatimi polnili, dopolnjuje leseno skeletno nadstropje s previsnimi kubusi. Mojca in Matic, katera so bila glavna izhodišča, ki so narekovala oblikovanje tega vrtca? Ja, pri samem oblikovanju vrtca smo se soočili z omejitvijo prostorskega gabarita, ki ga je določeval prostorski načrt. To je bila izjemno ozka in dolga hiša, skoraj 120 metrov krat okoli 16 metrov, kar pomeni, da smo pravzaprav morali veliko več pozornosti posvetiti oblikovanju volumna, interjerju in pa materialu, atmosferi, v kateri bodo otroci. In seveda je les eden izmed tistih materialov, ki lahko v tudi ozkih in dolgih objektih omogoča, da naredimo bolj prijetno atmosfero in prijetnejši interjer. Je bilo že kmalu jasno, da bo les tisti, ki bo pel glavno vlogo pri tem vrtcu? Da zaradi sofinanciranja ekosklada je bilo možno uporabiti les praktično z enako vrednostjo investicije, kot bi bilo za rečemo klasično kontaktno fasado. Tako da z tega vidika smo seveda lahko izvedli takšno kvalitetno gradnjo. Ne gre pa samo za fasado oziroma za fasadni ovoj, gre za pravzaprav uporabo lesa pri konstrukciji objekta, pri notranjih oblogah zidov, nenazadnje tudi pri opremi, tudi pri uporabi tehničnih karakteristik, to je pa akustika prostora. Kateri les je uporabljen in kako ste ga zaščitili? Ogromno smo se pogovarjali tekom projektiranja in tudi pred samo izvedbo z naročnikom in nenazadnje z uporabniki, kako se bo ta les obnašal v svoji eksploataciji objekta, kako se bo staral, kakšno bo vzdrževanje, in smo se nekako na koncu odločili za termično obdelan topol. Zakaj topol? Topol zato, ker ima zelo enakomerno rast. Pri teh termično obdelanih lesovih je to staranje v bistvu zelo zabrisano. To se pravi, so južne in severne fasade zelo podobne. In to je v bistvu tudi bilo zelo pomembno. Kje vse je les uporabljen pri notranjosti tega vrtca? Notranja oprema, vse obloge, garderobe, stolčki, mize, vse je v bistvu iz lesa. Poraba lesa v vrtcih ima tudi izobraževalni namen. Upamo namreč, da otroci to kulturo uporabe lesa prenesejo potem tudi domov in ne uporabljajo umetnih materialov, ampak vejo, da je les slovenski avtohtoni material, da ga imamo dovolj veliko in da je to nekaj, kar je prijetno v interjerju. Nenazadnje to potrjuje tudi uporaba ali pa naknadna uporaba lesa v vrtcu. Vrtec namreč novo opremo dokupuje v lesu, tako so na primer tudi domovanje, rečemo hišico ali kletko za njihovo činčilo ali zajca naredili vse komplet v lesu. S preboji v spodnjem in zgornjem nadstropju je ustvarjena zračnost objekta, s katero je dosežena povezanost z naravnim zelenim zaledjem Kamnitnika. Pritlični prostori se odpirajo proti velikemu vrtu z lesenimi igrali. Prostori v prvem nadstropju pa se lahko pohvalijo z neposrednim izhodom v naravo na severni strani, ki je izpeljan po terasi.
Ta pokriva večnamensko dvorano in gospodarsko dvorišče ter se podaljšuje v teren. Servisno dvorišče pod teraso so arhitekti nadgradili z motivom okroglega atrija, v katerega so zasadili borovec. Med sprehodom po igralnicah in hodnikih zaznamo nežen in prijeten vonj po lesu. Naše oči pozdravijo naravne, umirjene barve. V sklopu vrtca so uredili tudi številne tematske igralnice, s katerimi želijo spodbujati potencial samega kraja. Od likovne igralnice, knjižnice do glasbene sobe in naravoslovno-tehnične igralnice. V okviru slednje je urejen tudi manjši živalski vrt, kjer domujejo kunec, činčila, paličnjaki in polži. Posebnost vrtca je tudi senzorna soba z vodno posteljo, ki se nahaja nasproti 2 razvojnih oddelkov v pritličju. Gospa Bogataj, povejte mi, verjetno je prav fin občutek, da ste ravnateljica v enem najsodobnejših slovenskih vrtcev. Ja, občutek je res dober. Dober je predvsem zaradi tega, ker je tako dober tudi vrtec. Že z dnem, ko smo se vselili v ta čudoviti objekt, je bil kar en tak poseben zanos, ne samo pri meni, temveč tudi pri zaposlenih, pri starših in pa tudi v lokalnem okolju. Prevladujoči material v tem vrtcu je les. Kako se obnese najprej z vidika otrok? Čudovito, ker prinaša toplino, prinaša nekaj trajnostnega, že ob samem prihodu v vrtec nek prijazen sprejem. Ne samo otrokom, pač pa tudi odraslim. In s tem, ko so vrata tako na široko prijazno odprta in ko začutiš neko toplino, tako kot je to doma, potem se z lahkoto premostijo vse te bariere, čustvene stiske tako otrok kot staršev. Kasneje pa ugotavljamo tudi, da ta toplina tega objekta pripomore tudi k temu, da se otroci uvajajo hitreje, da hitreje nekako pridejo, sprejmejo to zgradbo oziroma ta prostor za svojega, se počutijo varnega, sprejetega in potem tudi hitreje dobijo priložnost za učenje, igro, navezovanje socialnih stikov med otroki. In še nekaj, les ima res čudovite akustične lastnosti, kar verjetno pri tako glasnem občinstvu, kot ga imate tule, zelo prav pride, ne? Absolutno, les umirja, les pomirja, pa ne samo to, tudi nekako zaduši ves ta zvok. In dejansko smo ugotovili, da pri igri, ko vsak otrok, sploh recimo v današnjem času, kjer je poplava mnogih informacij, mnogo hrupa, vsak se želi uveljaviti na svoj način. In ravno to okolje zaduši ta hrup, dejansko pa pride do izraza otrok. V današnjem času imajo že predšolski otroci na voljo res mnogo preveč različnih dražljajev. Ukvarjamo se z zvočnimi efekti, z različnimi barvami, z ogromno materiali, kjer so v bistvu že sami kot izdelki. Otrokom nič več ne ponuja, ga ne nagovarja k ustvarjalnosti. In nobene potrebe ni, da bi stene vrtca bile pobarvane z drugačno barvo kot pa z naravnimi materiali. Potem vse te letnice, vse te grče otrokom ponujajo neskončni domišljijski svet. In tukaj je prav, da se tudi odrasel človek ustavi in prisluhne pač temu domišljijskemu izzivu, ki ga imajo otroci. Zato naj ostane tak, kakršen je, otroci naj prinesejo barve.